Prav lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Sonce počasi zahaja nad Velenjem in čas za zanimivo nogometno predstavo. Tukaj na mestnem stadionu ob jezeru bomo spremljali še zadnjo tekmo petega kola. Savič išče prostor za strel in tudi podajo. Tomič, videl je Tomiča, toda Škoflek se je tudi umešal. Tole je zdaj le priložnost 1:0 za Olimpijo. Gol za Olimpijo, napaka nogometašev Rudarja. Luka Menalo pa je strelec. V 10. minuti Olimpija vodi v Velenju z 1:0. Luka Menalo je strelec, njegov drugi gol v letošnji sezoni. Dal je gol Triglavu, Menalo. Rine Radić in Škoflek, gremo za ta napad. Savič je iz igre vrgal dva igralca Olimpije, pa na koncu strel Endrija Čekičija. Na trenutke se takole zdi, da so kar eden drugemu malce tudi v napoto. To smo videli tudi od eni od prejšnjih akcij. Zdaj le Tomič po levi strani, pa še enkrat Jurčević. Nova priložnost, Čekiči prepustil žogo Menalu. Menalo 2:0. Menalo 2:0. Ja, zaradi nedovoljenega položaja gol razveljavljen na koncu. Tako je tudi pokazal zdaj le glavni sodnik. Ostaja pri rezultatu 1:0. Nov poskus Olimpije. Izjemna dvojna Znova podaja. Menalo v kanskem prostoru. Znova trije nogometaši Olimpije. Zaradi poškodbe tudi povratnika v velenjsko moštvo, izkušenega branilca Džiniča ni, tako da tudi Pušavr danes na mestu. Srednjega napadalca ima veliko težav. Vukušić sam, Vukušić je zadev njegov 4. gol v letošnji sezoni. No, zdaj pa ni nobenega dvoma. Ob izteku 45. minute je Olimpija zdaj vendarle povedla z 2:0. Na podoben način, kot je bil dosežen tudi prvi zadetek, z globinsko žogo. Zapletla sta se oba osrednja branilca Rudarja. Zdaj le Vukušić, znova Vukušić, precej prostora. Videl je Vukušić Menala, Menalo je streljal z nekaj metrov, z dobrih 5-6 metrov. Stopajnik se je zdaj le izkazal, z nogami žogo odbil, toda nevarnosti ni konec. Vukušić znova v kanskem prostoru. Pred Stopajnikom so tam razvrščeni Savič pa Menalo, ki je na koncu še enkrat streljal. Kitek s podajo po tleh do Borne Petroviča. Petrovič je lepo prepustil žogo. Rudar ima zdaj le priložnost. Strel, Vidmar se je moral izkazati. Iz vrat Vidmar, pa okvir vrat so zdaj le zadeli na koncu. Od za Olimpijo. V kanskem prostoru sta tudi Maksimenko in Banjak. In zdaj le je skočil Banjak visoko. Menalo je padel v kanskem prostoru. Padel je Menalo in tole je 11 metrovka za Olimpijo. Endrij Čekiči je tisti, ki bo izvedel tole 11 metrovko. V 88. minuti po prekršku nad Menalom. Čekiči po sredini in 3:0 za Olimpijo. Čekiči na koncu tudi strelec na tejle tekmi. Stopajnik ni imel možnosti. Zmaga Olimpije je potrjena. Lepo rečeno, sami ste že povedali, mislim, da je Olimpija pokazala v prvem polčasu, zakaj je trenutno vodilna ekipa. Mi na to enostavno nismo imeli odgovora, poskušali smo graditi igro, vendar nam to, kot ste videli, ni uspevalo. Bila je res dobra igra, bom rekel, Olimpije, ne toliko morda naša slaba, čeprav se je tako videli na igrišču. Pa še ta drugi zadetek v zadnji minuti drugega polčasa nekako nas je res potrl. To je ekipa, naša ekipa je danes posebej v drugem polčasu imela na centralnih veznih igralcih dva najstnika. Ne smemo to pozabiti, 19-letnega Kiteka in 18-letnega Lovenjaka. To je pač bodočnost tudi kluba.
in težko je bilo, bom rekel, parirati res razpoloženim gostom. Nekaj je bilo svetlih trenutkov, določeni igralci so opozorili nase, določeni zopet danes niso bili pravi, morda tudi obe poškodbi sicer prvih streljcev, tako da pa v zaključku res dejansko nismo mogli, ni bil problem v kondicijskem stanju, ampak dejansko v nemoči, da bi naredili več resnih priložnosti in tudi ta zadnji pas nam ni šel, ne moremo se ravno to pohvaliti in imamo kar precej dela. Hvaležen so fanti, da so odigrali kvalitetno tekmo. Navdušila me ta mirnost v tekmi, strpnost in tekmice smo kaznovali v pravem trenutku in zasluženo zmagali.